Dobro jutro in živijo v novem vlogu. Danes sva malo bolj zgodaj vstala, ura ni niti 8 in bomo šli malo hoditi. Ja, zdaj smo šli tle na koncu teh hribov na levo proti zahodu, kjer smo šli proti tistemu ledeniku, če se spomnite. Danes bo šla pa od sosednja dolina, se pravi v desno. Tako da ne veva še čistočno, kakšna bo pot, nisva kaj veliko podatkov najdla, ampak nekam se ziher pride, tako da upava, da bo kakšni lepi pogledi. Sicer ni nič označen, ampak na karti je, tako da bomo videli. Tale pot se je izkazala, da je čist zaraščena, ker verjetno to sploh ni pot, ampak mogoče s konji tukaj hodijo. Pač praktično nikamor se ne da, pa samo neke potke so kar nekje. Ja, skozi neka razpotja. Pol že misliš, da je malo boljš, pa se spet takoj spet rata šavje. Zraven so še neke ful nizke veje, tako da se moraš skozi sklanjati spodaj. Res je, kada po eni džungli hodiš. Tako da zdaj bova probala iti na drugo stran reke, kjer je cesta, pa malo po cesti naprej, pa bomo pa videli, če najdemo še kaj. Počivava po kosilu s temle lepim razgledom. Danes smo prehodili sicer manj, kot smo mislili, ampak na koncu niti ni bilo tako malo. Nekih 12 km pa 350 višinske. Sicer je bilo kar naporno zaradi tega, ker tista pot ni bila v redu. Potem sva šla pa naprej po makadamski cesti, kjer je temno kamenje in je bilo res vroče. Ampak se je splačalo, gor je bil res ful lep pogled na reko in na hribe gor in spet ledeniki in res lepo. Ja, res se je splačalo. Pa itak pol tudi, če je bilo vroče, takoj, ko so prišla nazaj do kemperja, sva se lahko stuširala z rečno vodo, te imava tukaj v neomejenih količinah, zato so v bistvu tudi takoj danes že novo rundo cuno prala, kar pač se nama je nabralo v teh 2 dneh. Tako da v bistvu kar v redu dan. Pa smo pa pač počivali do kosila in zdaj po kosilu spet počivamo. Evo, danes sem se malo več postrigla, po moje za 5 centi. Nisem čisto žalostna, Rok je sicer rekel, da sploh ne bi opazil, da sem se postrigla. Samo on ni merilo, konec ne pas, tako da zdaj sem malo obupana. Rok je hotel pogledati slike od zadnjih 2 tednov in ker jaz nočem preživljati časa noter v sončnem vremenu, zdaj gledava zunaj pod deko, ker se drugače preveč svet ekran. Zdaj si bova zvečer na ognju spekla hrenovke, pa zraven si bova še kruhke okrog palce navila in spekla. Tako da se bova kar najedla.
Mi smo se kar zelo težko poslovili od tega prostora, ker gremo jutri na en pohod, tako da bomo probali danes parkirati nekje na začetku poti, da bomo še vodo v mestu nafilali in šli jutri hoditi. Pol po pohodu bomo pa verjetno se spet sem vrnili. Upamo, da nikogar ne bo in da nam noben ne bo zasedel mesta. Ja, tole je res tako neverjetno lep prostor, da jaz ne vem, kako se bo enkrat zmeraj od tega placa poslovila. Zelo težko. Že zadnjič, ko smo bili tukaj z Bojanom, z Nastinim očetom, smo se hoteli ustaviti dol v mesti v eni tej slaščičarni, taki zelo domača zgleda, ampak je bila žal zaprta, tako da danes so si pa prvoščila. Ura je 4:30 zjutraj, da bo zdaj štartala, oziroma bomo štartali mi trije Šnovko, tako da še ne bo tako vroče, pa tudi, da bomo še do prav čas nazaj, da ne bomo rabili tako hiteti do večera. Tako da ja, se že veselijo. Evo, zdaj smo prišli na 2300 metrov, oziroma malo višji, na ta greben. Razgled je že ful nor. Sicer so vrhovi tamle gor malo v oblakih, ampak ja, upava, da se bojo še zluftali. Če se pa ne bojo, se pa tudi ne moramo pritoževati, no, ker je že zdaj ful lepo. Evo, smo prilezali na 3100 metrov, tako da prvič v življenju smo vsi trije nad 3000 metri. Smo kar ponosni. Je pa res lepo, takole zgleda. Tisle je sicer naš vrh, mislim, naš cilj bil tistele 3 stosci, ampak so 3096, tako da zdaj smo še malo zlezali višji, da lahko rečemo, da smo na 3100. Ja, res je bilo ful lepo, po moje, ne, definitivno najlepši pohod. Brez dvoma. V življenju res noro lepo. Malo nam je žal, da oče ni zraven, ker bi res užival tlele, ampak ja, nimam, okej. Bo pa videl video. Ja, vsaj nekaj.
Sluhala sva, da se tale parcela tukaj prodaja, direkt ob poti. Več kot 3 ure kvadratov se prodaja, lahko tudi manj, za 60 jurjev. Tako da, če bi imela denar, bi bila verjetno že najina, ker s takim pogledom se ne bi branila živeti. Evo smo nazaj na našem placu. Danes smo sicer prehodili 20 km vse skupaj in naredili 1600 višinske, kar je za naju kar veliko, ampak moramo reči, da sva kar enostavno gor prišla. Niti enkrat se nisva usedla vmes, sva sicer imela veliko fotopostankov, ampak gor sva se pa res usedla prvič. Tako da ja, je bilo kar fino, edino zadnji del, ene par kilometrov pred kemperjem, že ko smo se vračali nazaj, je bilo ful vroče, mi smo imeli s sabo 7,5 litrov vode, a ne? Smo mislili, da bo to več kot dovolj, ampak gor ni nobene reke in je tudi Šnof mogla piti najino vodo, tako da ja, toliko je bilo vroče, da smo popili 7,5 litrov in nam jo je zmanjkalo. Tako da sva kar komaj prišla do kemperja, no, mislim, ker so pihala sva, tako da pol je vsak skoraj 1,5 litra vode spil, ko smo prišla v kemper. Skoraj na X. Ja. Drugače smo se pa zdaj vrnili na ta prostor, odkoder smo v bistvu včeraj šli. Na srečo je bil frej, tako da sva res vesela. Zdaj pa uno torto od včeraj pojeva. Tole, ja. Pa še pivo, tako da že komi čakava. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija!